Elektronsko dopisovanje je že dolgo pomembna sestavina poslovnega in uradovalnega sporočanja, vedno bolj pa tudi osebnega dopisovanja. Zato danes poglejmo, katera pravila so se v teh desetletjih izoblikovala pri pisanju elektronskih pisem, elektronske pošte, ki jo krajše imenujemo tudi e-pošta. Za naslovnikom ali več naslovniki je lepo, da izpolnimo tudi polje zadeva. Ključno besedo ali nekaj besedni povzetek nadaljnjega sporočila povzamemo in začnemo pisati z veliko začetnico. Pri polju zadeva je dobro vedeti, da ni namenjeno uvodnemu nagovoru ali začetku pisanja samega pisma, ampak da gre res le za ključno besedo oziroma zelo kratek povzetek namena pisanja elektronskega sporočila. Začetni nagovor je enak kot v drugih pismih. Začnemo torej s spoštovani, pozdravljeni, lahko tudi dober dan, dober večer ali pa začnemo z imenom naslovnika. Pri tem pazimo, da vikamo in da nas ne zavede polvikanje. Ljudje smo zaposleni, zato si ne želimo brati dolgih elektronskih sporočil. Osredotočimo se na bistveno informacijo, v prvi vrstici sporočila jasno zapišemo, kdo smo in kaj želimo. Vsaka tema sporočila zahteva svoj odstavek, včasih pa pomembne informacije nanizamo tudi po alinejah. Da zvenimo resno in strokovno, nam ni treba uporabljati zapletenih besed, nepotrebnih prevzetih besed ali kompleksnih stavčnih struktur. Če upoštevamo slovnična in pravopisna pravila, smo lažje in bolje razumljeni, pa še več možnosti je, da dosežemo namen svojega pisanja. V uradnih in poslovnih elektronskih dopisih ponavadi namesto besed in ločil ne uporabljamo drugih znakov. To velja za smeške in druge čustvenčke. Čeprav živimo v svetu mobilnih telefonov, še posebno v uradnih dopisih ne uporabljamo kratic in krajšav, ki jih raje prihranimo za kratka sporočila ali SMS-e. V enem sporočilu se izogibamo neberljivim pisavam in različnim slogom. Ne uporabljamo samo velikih črk, razen seveda v kraticah in kjer je velika začetnica pravopisno pravilna. Če pišemo samo velikimi črkami, prejemnik lahko dobi občutek, da nanj vpijemo ali se nanj deremo, čeprav to ni res. Če želimo kaj poudariti, lahko uporabimo odebeljeni tisk. Če v sporočilu pošiljamo kakšno spletno povezavo, ustvarimo hiperpovezavo in v e-pismo ne kopiramo celotnega naslova spletne strani. Če je sporočilo daljše, na koncu kratko in jedrnato povzamemo ali obnovimo pomembne datume, roke ali pogoje. Elektronsko pismo sklenemo s prijaznimi mislimi in dobrimi željami. Za podpisom, tako kot v navadnih pismih, lahko zapišemo še kakšno dodatno, manj pomembno informacijo. To označimo z okrajšavo PS iz latinske zveze postscriptum. Edino pravilo, ki se je izoblikovalo spontano, saj ga ne najdemo v nobenem priročniku, je, da okrajšavo PS pišemo za podpisom in to v samostojni vrstici in da zadnji okrajšavni piki te okrajšave ne sledi nobeno drugo ločilo, tudi dvopičene. Primož Trubar je rekel: pisanje in branje našega jezika je najbolj odvisno od vaje in rabe. Zato je lepo, da na elektronsko sporočilo odgovorimo čim prej, še v istem dnevu, ali pa najpozneje v 3 dneh, če smo odsotni.
Tudi sicer smo prijazni in uporabljamo besedi prosim in hvala. Kratkost in jedrnatost sta med najbolj opaznimi značilnostmi sodobnega elektronskega sporazumevanja. Zato v takem hitrem in vljudnem odgovoru na e-pismo lahko uporabljamo tudi tako imenovane kratkopisne krajšave.